Torej, spoštovani, dobrodošli v tokratni THL ediciji sicer radijske oddaje Pisalni stroj. Tale dogodek se odvija v nekem širšem sklopu povezovanja Radija Študent pa Trubarjeve hiše literature, ki se pravzaprav dogaja vsak drugi torek v mesecu. Kako bo naprej, bomo povedali na koncu. Danes pa je, za razliko od tiste oddaje, ki se odvija prvi ponedeljek v mesecu na frekvencah Radija Študent, mačkem drugačna. Tokrat so z nami trije gosti, torej dva gosta in gostje. Na moji levi sedi Kazimir Kolar, filozof, pisatelj, babičar in še kaj drugega bi lahko rekel, ki se mu je nekako spisal, prvenec roman Glas noči, izdan pri založbi Litera. Ravno te dni smo zvedeli, da je bil nominiran za najboljši prvenec slovenskega knjižnega sejma, torej med 5-6 najboljših. In zanimal nas bo recimo predvsem v luči bolj tehničkega diskurza, ki ga uporablja v svoji knjigi. Nadalje z nami Maja Murnik, raziskovalka elektronske literature in recimo ostalih tehnoloških stvari, pa to sem zelo malo povedal, s čim točno se ukvarja, filozofinja, teoretičarka in tako dalje. Od vsakem bomo zvedali več seveda kasneje, ko se bomo z njimi podrobneje pogovarjali. In čisto na levi sedi Primož Krašovec, sociolog, ki ga, kot smo zapisali, oziroma kot je zapisal Marko, mogoče v zadnjem času mnogo bolj kot ideologije zanimajo afekti in tehnika. Tako da to je z moje strani glede uvoda to. Marko, ti predajam besedo. Tako, kot je že kolega Tomažin povedal, bomo začeli s tem in sicer bom Primoža vprašal, glede to, da so teorija ideologije je pač ena zelo dominantna paradigma tega teoretskega prostora, tudi, prek katere se je tudi določena figura proslavila po celem svetu in tudi to teorijo ideologije. Me zanima, kako je sploh prišlo do tega, da si se udalil oziroma da se še naprej udaljuješ, kakšna zvezda od drugih zvezd, od teorije ideologije in se preusmerjaš v afekte, tehnike in tako dalje. Zdaj, verjetno nisem, ali pa najbolj enostaven elementaren razlog je zato, ker sem nasledil predmet s tem imenom na faksu, ga začel predavati oziroma izvajati in gotovo, da vse te stvari, ki so recimo default, če se formiraš v 4. nadstropju Filozofske fakultete v Ljubljani, se pravi Althusser, teorija diskurzov, strukturalistična lingvistika, vse te zadeve sicer lahko, recimo to sem videl čisto per sebi, lahko jih drdam na pamet, polnoma naučeno in stvari so kakor toliko konsistentne, ravno zato, ker imajo že 40-50 let podlage, recimo če uporabljam to formulacijo, se pravi, teorije so več ali manj konsistentne, imajo močno podlago v drugih teorijah ali pa v velikih imenih, ki so postala velika ravno skozi njihovo uporabo, recimo v tem 4. nadstropju zadnjih 40 letih. In študentje si navdušeno pišejo, tako da na prvi pogled je vse super, se pravi, govoriš stvari, ki užgejo, ki se primejo, študentje so navdušeni, še kaj dodajo, da recimo jih navdušujejo te teksti. Ampak hkrati sem opazil neko dvojnost, recimo to je bila čisto prva izkušnja, se pravi, študenti si zapisujejo po linejah ideologija, interpelacija, subjekte, to pa to, ampak to je popolnoma nemogoče povezati s čimerkoli, kar se dogaja v naših ali pa njihovih življenjih v 21. stoletju,
Se pravi, lahko tudi govorimo o prehodu iz modernizma v postmodernizem. Modernizem je prevladovala beseda ali pa črka, potem prevladuje podoba. Vse te recimo učbeniške stvari, lahko tudi od Clayton Jamesona ali pa kamorkoli, pa sem gotovo, da to absolutno nima nobene veze v življenji ljudi, ki so se formirali skozi pametne naprave in podobno, ki so se učili jezika od računalnika, recimo s to Bifotovo formulacijo, ne od matere, se pravi, nimajo materinega jezika in tako naprej. Se pravi, lahko se to naučijo, ampak to je fikcija v, kako bi rekel, tem dismisivnem smislu. Se pravi, to deluje kot neka teorija ideologije, kot neka anakronistična fikcija, s katero sicer lahko si gradiš akademsko ali pa intelektualno kariero, pozornost recimo dobivaš in tako naprej, ampak nima absolutno nobene, recimo, če maksimalno zaostrim, absolutno nobene pojasnevalne moči, ki bi pojasnila recimo prakse in tehnike povezane s pametnimi telefoni in novimi mediji, se pravi z dejanskim življenjem, se pravi se ustvarja neka dvojnost, se pravi neko teorijo, ki je pravzaprav notranje konsistentna, ampak je popolnoma fiktivna, nima predmeta v realnem svetu 21. stoletja. Je mogoče zanimiva zgodovinsko za nazaj, recimo za proučevanje teh velikih diskurzivnih formacij 19. začetka 20. stoletja, kjer je diskurs res v ospredju, ali pa recimo simboli, nacionalni simboli, recimo, če smo zgodovinari, da se ukvarjamo z letom 1848, potem je preučevanje simbolov in simbolnega zelo pertinentno, zelo v 21. stoletju nisem več toliko prepričan, da ima še ta teorija svoj predmet. Da se mi zdi, da ta teorija se je nadaljevala, recimo ta uveljavljena ljubljanska teorija ideologije, se ustraja kljub temu, da je njen predmet že minil, recimo, če tako parafraziram Adorna. Se pravi, zase ne ve, da je v bistvu zgodovinska, da je pravzaprav uporabna za proučevanje recimo tega grajenja nacij sredi 19. stoletja, mnogo manj pa recimo za te računalniške ali pa kibernetske kulture. Tako da recimo to po eni strani recimo ta izkušnja, se pravi, videl sem, da te etablirane teorije ideologije nimajo predmeta, se pravi, da lahko pišem neke diskurze v neke formule po tabli, tako kot ljudje že 50 let ali 40 let pred mano v istih predavalnicah, ampak da to nima nobene pojasnevalne moči. Potem, ko sem začel iskati za stvarmi, ki bi imele kakšno teoretsko pojasnevalno moč, sem recimo naletel na zelo zanimive stvari, recimo čiže v nevroznanosti, čiže na učbeniški ravni, recimo čiste entry-level učbeniki, recimo eksperimenti z vidom ali pa predvidno zaznavo, ali pa niti ne vem, kako se to v slovenščini reče, kot rečeno, da sem bral na zelo učbeniški ravni, se pravi, kjer se da meriti s sodobnimi napravami, nevroznanstveniki merijo določene odzive, še preden se formira slika. Se pravi, potem je v velikih težavah, še preden se formira slika v možganih, se pravi, še preden, kar spravi v velike težave vse teorije ideologije, ki temelijo na reprezentaciji. Se pravi, da mi imamo neke medijske reprezentacije, na katere se odzovemo. Ker če odziv pride preden se formira slika v možganih, pa cela ta zgodba postmodernizem prevlada podobe, medijske reprezentacije, recimo in tako naprej. Potem so bili pa še neki čisto moji, recimo, če sem zaključen, da ne bom predolg, moji privatni interesi v smislu, da me zanima rasizem, teorija rasizma, tudi tako iz teoretskih, kot iz političnih razlogov. In tudi tukaj defaultna teorija ideologije je, da najprej so neke reprezentacije, diskursi, potem te slabe reprezentacije manjšin preko medijskih diskurzov pridejo v glave in potem so ljudje vročeni od teh diskurzov in potem ne marajo Romov ali pa beguncev. Recimo zanimiv protiprimer tudi v luči tega zelo začetniškega učbeniškega seznanjanja z nevroznanostjo, recimo, ali pa primer, ki ne bi bil tuj tudi Freudu, so ravno teorije zarote. Recimo, po tej defaultni teoriji ideologije, recimo nekoga, ki bere uvodnike v ljudi in ima to
predstavo, pa se je formiral na filozofski fakulteti, pa ima neko to predstavo o rasizmu, da najprej rasistični diskurs, potem ga zlobne skupine ga razširjajo, pride ljudem v glavo in potem ljudje postanejo rasisti, ampak recimo, če upoštevamo te neke znanstvene eksperimente, potem bi bilo ravno obratno, potem je neka visceralna reakcija, recimo na tujo, z drugo, s kakorkoli temu rečemo, prisotnost recimo druge rase ali pa radikalno tuje kulture, kjer potem teorije zarote nastopajo kot minimum potrebne racionalizacije, ker recimo iz te defaultne teorije ideologije bi verjetno izpeljali sklep, seveda se te neumni diskursi primejo teh ljudi, recimo revnih, ruralnih, kakorkoli, lumpen proletariata, ravno zato, ker so neumni. Imamo pa v bistvu antirasistični razredizem ali pa antirasistični rasizem. Seveda, če najprej diskurs, ki potem uroči subjekta ali pa ideologija, ki potem interpelira in s tem naredi subjekta, potem moramo predpostavljati, da je nekdo, ki sprejme teorije zarote, sam neumen, se pravi, imamo rasističen odnos do recimo nekih revnih ali pa ruralnih ljudi. Če rečemo, da je visceralna reakcija primarna, potem lahko pojasnimo teorije zarote kot minimum racionalizacije, ki prav pride, ali ki tesnobo spremeni v strah, ki še ne naredi ksenofobijo iz recimo ksenoanksioznosti, se pravi naredi obvladljivo. Recimo zato ne bi bil Freudu tuj ta primer, recimo ta razlika med tesnobo in strahom. Strah ima svoj objekt, zato lahko živimo z njim, ga lahko obvladujemo. In mislim, da recimo, če poskušamo misliti rasizem skozi afekte, te visceralne reakcije, potem nam ni treba, nek minimum je, potem nam ni treba predpostavljati, da so ljudje, ki verjamejo teorije zarote, zaradi tega neumni, samo drugačno racionalizacijo imajo. Recimo, za razliko od urbanih intelektualcev, ki svojo visceralno reakcijo, recimo, ki jo začutijo na neki afektivni ravni ali ki se jim zgodi, potem jo prekrijejo s politično ali z ekscesno politično korektnostjo, potem ima samo različne načine, kako bi rekel, diskurzivne racionalizacije, mogoče neke visceralne reakcije, ki je pa skupna. Tako da potem tudi ni te razlike, izobraženci niso rasisti, ampak zdaj sem precej zašel, ampak nisem, lahko bi nadaljeval, lahko bi samo te imeli cel večer, tako da ostamo. Zdaj, v bistvu se zapletel, v bistvu ta odnos med racionalnim in iracionalnim, da ni to neka manifestka dvojica, in zato me glih zanima, koliko se te pri pisanju tekstov, ki morajo upoštevati določene akademske parametre, kriterije in tako naprej, dogajajo ti out of control, tako imenovani in the zone momenti, tisto glede, česar bi Don DeLillo rekel, če citiram, najboljši trenutki vključujejo izgubo nadzora, to je neke vrste pretrganje. In gledam, da se mi zdijo taki momenti pri pisanju neizogibni, ali pa tudi sicer, da to sprašujem ravno zaradi akademskega miljeja in metjeja, ki je pač do teh potencialov že po službeni dolžnosti skeptičen, ker pa pač vem, da ti je Bourdieu precej bliz, pa tudi njegov asistent oziroma učenec Loïc Wacon, ki je v bistvu zašel, ki je šel v ta svet boksanja in bil pač tudi na tem, da bi zapustil ta akademski svet za tega. Skratka, me zanimajo ti out of the zone momenti tvojega pisanja, početja, koliko se s tem ukvarjaš oziroma koliko ti to se dogaja. Mislim, da tukaj imam veliko srečo. Mislim, ne vem točno, kaj sem naredil ali kako je prišlo do tega, ampak da zame je pisanje seller's market, se pravi je povpraševanje večje od ponudbe, tako da imam nek manevrski prostor, verjetno ravno zaradi tega. Se pravi, če bi bil obupan, če bi nujno rabil objave, če bi moja ponudba presegala povpraševanje, potem bi si verjetno tudi manj lahko prvoščil, bi imel manjši ta manevrski prostor. Tako da v bistvu ne vem točno zakaj, ampak ponovadi so uredniki prisiljeni tolerirati, če niso všeč recimo kakšne neakademske elemente. Pa verjetno je tudi inspiracija taka. Zdaj, spet ne vem zakaj, oziroma ne bi bil rad
judgmental do ljudi, ki pišejo na akademski način, se tudi to ima neke prednosti, recimo te urejenost, jasnost in konsistentnost. Ampak recimo jaz še vidim, da je tekst, ko napišem, ga zaprem, ne glede na temo avtorja, koliko je pomemben, koliko bi ga rabil po nekih formalnih kriterijih, tako da tudi naberem take stvari. Tako da verjetno je to niti ne toliko out of control, kot drugačna konvencionalnost, ki je samo tako čisto kvantitativno manj prisotna. Se pravi, oponašam druge ljudi, kot tisti, ki pišejo konvencionalno akademsko. Ali ne že rad, tudi je zelo popularno, Peter Thiel in tako naprej. Ja, mislim, navezal ravno ta avtor The Zone, ki si ga ti omenjal, še na tvoje pisanje, Kazimir. Zadnjič smo, tretji smo omenjali, da Moanis ni tukaj, ne? Pri tretjega člena, mogoče ste opazali. In ravno zadnjič smo se pogovarjali o tem, kako določena, recimo, glavni elementi te literarne scene v Sloveniji, ki izhajajo iz 90-ih, iz tega prihoda postmodernizma na naš prostor, pravzaprav na nek način vladajo malo v navednicah celotnemu prostoru, tudi na tak način, in to je seveda Moanis kot človek, ki ve nekaj stvari, osebnih, oziroma kako je Marika pač povedal, da nekaterim ljudem uredniki pravzaprav pravijo, tukaj si se pa preveč razpisal, to ni dobro, to da je ven, in zaradi tega ti niti ne bomo objavili knjige, to sem zdaj zelo poslušal. In ravno ta in the zone moment, mislim, out of the zone, oziroma in the zone, out of control, me zanima na način, kako ti v svojem tem prvencu glasno čihter v bistvu prepletaš, kako babiški diskurs, ukvarjaš se s psihozo in tako dalje, poleg vsega si tudi filozof, kako recimo razločuješ med temi različnimi diskurzi, v osnovi pa tudi med filozofijo in literaturo, ki je na nek način v tem prostoru zelo razmejena, zelo jasno cezuro. Ja, v manj se zelo močta to fanatično razločevanje literature in filozofije. Literatura je, tako se meni zdi, v prvi vrsti, v prvem koraku treba pač narediti vzpostaviti določeno ravnino, a pa vsaj neko teorijo. V drugem koraku je dobro, če usvojiš določeno prakso, in v tretjem, zadnjem koraku se mi zdi, da je potrebno, ta je zelo pomemben korak, da je potrebno soočiti telo s strojem. Tako bi jaz v teh treh točkah recimo zastavil začetek literature. To je recimo en tak okvir, glede na katerega lahko pride do nekega dogodka. Spravi, na stvar gledam dokaj, bom rekel, dokaj spinozistično. Spravi, ti dogodka ne moš direktno izsiliti. Lahko pa v bistvu, pripraviš teren, da pride do njega. Na drugi strani je filozofija, vsaj po mojem mnenju, odgovor na vprašanje, kako nastane svet. Ne kaj je svet, ampak kako nastane svet. In seveda zdaj filozofija ima določene, razpolaga z določenimi, bom rekel, orodji ali pa z nekimi minimalnimi vzvodi, s pomočjo katerih ti lahko začneš kreirati nek svet. In če me zdaj vprašaš, kakšna je zveza med literaturo in filozofijo, oziroma če me vprašaš, ali sta ti dve praksi heterogeni, bi rekel, da ne. Jaz mislim, da gre prej za zgolj dva vidika enega in istega. Tako bi nekako formuliral odgovor. Zanimivo. Kaj pa v luči recimo z tvojega pisanja? Čisto konkretnega? Ja, tudi bi lahko potrdil, da je v bistvu oboje, da je oboje v bistvu prisotno. Tako da ne bi tega tako razločeval, to fanatično razlikovanje, res, da verjamem, da moti Moanisa, pa tudi mogoče meni. Okay. Ampak kaj si šel recimo zavestno v neko tako delovanje? A si prepoznal že ta kontekst
ta fanatično razločevanje že poprej, ne? Kaj hočemo vprašati, pa si šel zavestno, ne? Ne, to ne. To me zanima. Mislim, da ne. Zdaj vprašanje za Mamajo. Zdaj, v bistvu, ta v bistvu koncept te avtomatične, avtomatizirane pisave se ponovno povezuje, mislim, tradicionalno se je povezovala z nadrealizmom. Ker mene vedno, spomnim se še danes, ko sem bral to Bretonovo Nadjo, se ne vem, mogoče ni primer avtomatične pisave, se spomnim še danes, da sem zaznal zgolj psihologizme, pač v tej pisavi in v bistvu, ok, tudi če gre za moško histerijo, še vedno za histerijo in v bistvu ta simbolizem, o katerem si tudi ti prej govoril. In v bistvu še danes v današnji literaturi, teoriji, da mogoče niso toliko fanatično razločeni, prevladuje ta, hotel sem reči, psihosomatika, psihosimbolika, pač iz očitnih psihoanalitskih razlogov. In zato mi je v bistvu, ker se ti ukvarjaš z Merleau-Pontyjem, mi je v bistvu tako intrigantno ta v bistvu figura strojopiske iz fenomenologije zaznavanja, kakor je primernejši prevod, če prav razumemo, ki v bistvu ta strojopiska dosega to avtomatičnost pisanja, sicer na nek drug način, kjer v bistvu pišejo prsti oziroma telo. Torej, mislim, ta pojem, če sem prav razumel, je pač ta telesna schema, kjer v bistvu ne gre v bistvu za neko zavestno kontrolo in tako naprej. Sicer pač Merleau-Ponty zatrdi, da tudi ne gre za navado. Mislim, da gre za navado, ki ni ne spoznanje, ne avtomatizem, tako da na nek način mi zavrača to mojo avtomatično pisavo. Kar se mi zdi ful zanimivo, je ta pač navada. Pri njem je v bistvu navada nekaj najbolj nenavadnega, nekaj najbolj osupljivega v smislu. Tako da v bistvu to me zanima. V navezaji na avtomatičnost pisave. Se pravi, nekako tako bi se dalo odgovoriti. Breton pač kot glavni akter nadrealizma v bistvu zahteva ta čisti tok misli. Se pravi, pač da se piše tako, kot nekako narekuje misel, oziroma pač misel v tem smislu, da ni korigirana z razumom. In razum tle, kakor jaz razumem Bretona pa nadrealizem, razum mu tle služi kot tisto, kar naj bi bilo korektiv, se pravi tisto, kar nekako popravi pač te misli, bodi si v moralnem smislu, bodi si v nekem smislu takratne estetike. Se pravi, v bistvu se zavzema za neko svobodo pisanja. Zdaj pri Merleau-Pontyju to pač njegovo razumevanje telesa je bila moja tema za doktorat, pa sem to malo bolj brala. Zdaj v slovenščini je tudi išlo ključno delo zgodnjega Merleau-Pontyja z naslovom Fenomenologija zaznave. Zdaj, kot si omenil, je ta zaznavanje malo problem. Pač v francoskem originalu se to glasi fenomenologie de perception. In v bistvu zaznava sama pa v slovenščini bolj asocira pač na eno zaznavo in na neko dovršnost tega dejanja. On pa celo knjigo zatrjuje, da je to proces zaznavanje, se pravi percepcija zaznavanje, pri katerem ne pridemo do nekega zaključka, da je to v bistvu ves čas v gibanju, ves čas v dogajanju. Zdaj ta pač avtomatizem pri Merleau-Pontyju se v bistvu navezuje na to, da so določeni momenti pri spoznavanju sveta, ki so avtomatični v tem smislu, da jih ne nadzoruje zavest. On to svoje delo, Fenomenologija percepcije, piše tam nekje v 40 letih 20. stoletja. In to je umeščeno v eno specifično klimo v Franciji tistega časa, kateri je bila pač določena situacija v filozofiji, posebej v filozofiji na fakulteti, in takrat je bil prevladujoč tok te francoske filozofije z eno besedo neokantovstvo. Študentje, ki so takrat študirali filozofijo, so imeli predpisano eno berilo in v tem je bilo veliko Kanta in raznih drugih izpeljav, Descartesa seveda, se pravi nekih
neke linije mišljenja, ki se osredotočajo predvsem na raziskave uma, zavesti in pač nekih teh vsebin. Hegla se praktično ni spoznalo, pač, oziroma se ga je poznalo komaj malo skozi bolj kot neke vsebine, neke obnove. In oni so imeli takrat tako faks organiziran študij, da si moral na koncu opravljati izpit, in ta izpit je bil isti za vse, pač, za vse študente na različnih oddelkih filozofije. Tako da je bila res vzpostavljena ena prevlada enega določenega vzorca, določenega tipa mišljenja. Seveda so tudi takrat, bi kdo popravil, so Bergson, so pač neki drugi avtorji, ki to spodbijajo, ampak govorimo o tem, kaj je bilo prevladujoče. No in Merleau-Ponty je to napadel s tem, to je tudi ta neka zgodba, neko ozadje vsega skupaj, s tem, da se je spomnil na telo, ki je bilo itak skozi zgodovino filozofije nekje do preloma stoletja precej zanemarjeno. In je poudaril to telo kot tisti nosilc subjekta in nosilc sploh človekovega delovanja v svetu. Se pravi, ne več zavest, ne več in razne te variante, ampak telo je tisto, ki stoji predvsem tem. In on potem skozi celo tako zajetno knjigo razlaga, kako to telo pač se giblje, to je bistveno, zmer je telo v gibanju, pač skuša upraviti s temi pač psihičnimi vsebinami, ki so bile takrat prisotne, potem z kavzalnim razumevanjem, se pravi vzrok, posledica, in se pač sklicuje na to telo. Zdaj, telesna shema je pravzaprav en koncept, ki ga ne razlaga prav veliko, ampak je zanimiv zato, ker je eden od tistih, ki grejo v današnji čas, vsaj po mojem mnenju, pa tudi tako, mislim, se o tem nekaj piše v nekaterih krogih. In sicer telesno shemo razume kot nekaj dosti tehničnega, kot konstelacijo gibov telesa in njegovo postavitev v prostoru. Se pravi, kot neko zavedanje telesa, ki je onkraj te čist jasne zavesti, onkraj tega zavedanja, kot neko telesno zavedanje o tem, kje se nahaja določen del mojega telesa. In zdaj tle so najbolj zanimive razširitve tega. On namreč meni, in tukaj prije zdaj v igro primer strojepiske, tipkarice, on namreč meni, da lahko določene predmete telo vključi v svojo telesno shemo. Se pravi, jih vključi v svoje delovanje, v svoje gibanje. Tako recimo strojepiska, če je izurjena, in ni problem, da zamenja pač tipkovnico za drugo tipkovnico, ki je večja ali pa manjša od tiste, ki je navajena, ker pač žive to razmerje med črkami. In ta prilagoditev telesa se torej upravi na neki onkraj zavestni ravni. To je recimo aktualno za danes, zato ker nekako bi lahko rekli, da živimo v tej vmesniški kulturi, kjer imamo stalno opravka z pač neko integracijo orodij vmesnikov v svojo telesno shemo. In te vmesniki potem postajajo naš čutilni podaljšek, v bistvu postanejo del našega telesa. In s tem potem pridemo do teh konceptov, kako telo ni samo tisto, kjer se zdaj nahajam, ni samo to, kjer počivajo moje kosti, ampak se širi tudi onkraj tega, se širi v avatarsko telesnost, v vesolje za sondo Voyager, če hočete. Pač skratka vse te razne prostore, ki niso več zgolj omejitev kože. Zdaj mogoče še kratek, tako tudi zaključim. Avtomatizem tega pisanja, če ima Merleau-Ponty bolj ta tehnični moment, ki ga lahko potem danes speljujemo naprej, če se pač on ni predvideval v takšni meri seveda. In če ima Breton bolj to sprostitev te zavesti, prostega toka zavesti, potem bi se lahko ta avtomatizem danes povezoval z avtomatizmom stroja,
In so pač dela znotraj elektronske literature, kjer v bistvu stroj piše literaturo do neke mere. Recimo en tak primer je Nick Monfort, naslov je Taroko Gorč, nekaj let nazaj. Na internetu odprete, pač vtipkate Nick Monfort, Taroko Gorč, odpre se stran, tako zelena barva, ekološka, in potem začne samo od sebe generirati pesem. Sam gledamo, pesem laufa, vrstice, tak. In ne da se potem vrniti čisto na začetek. To se nalaga v nedogled. V bistvu gre za to, da je on zbral manj kot 1000 besed in jih pač not vrgel. In zdaj mašina generira različne kombinacije. In potem so to odprto kodo teh besed, so potem porabili tudi drugi in neke svoje variacije na to temo pač tudi upeljevali. Jaz bi se mogoče vrnil, da si rekla glede avatarja in na nek način augmentacije, se pravi podaljška nekega telesa. Morate to dojeto na nek način, da je ta augmentacija do določene mere še vedno upravljena strani tega prvotnega telesa. Recimo tukaj sem si izpisal en citat iz nekega dosti specifičnega teksta toga, kjer citiram: avatarji v bojenju življenja pridobijo in zbudijo nove pomene, ki presegajo naše upravljanje in nadzor nad njimi. Drugo življenje, to je ta specifika, le do določene mere ostaja podaljšek prvega. Mene bi zanimalo, kakšna je pravzaprav ta neka, ne bom rekel ravno povratna zanka, kako ta tehnologija potem vpliva po tvoje nazaj na to telo, ali ni ta tehnologija že predobstoječa samemu telesu, ne? In kakšno bi bilo na nek način to razmerje med obema. Ne? Ja, zdaj, pri poskusu odgovora na to sta mogoče dve stvari. Pri tem drugem delu pomislim na Heideggera, na vprašanje o tehniki, kjer pravi, da začne pač ta svoj spis o tehniki s tem, da trdi, da tehnologija ni v bistvu instrument in ni niti proizvod človeka. Se pravi, da tehnologija, tako preprosto povedano, živi neko svojo zgodbo, ki je samo do neke mere odvisna od človeka. Pri tem pač poudarja taka zanimiva zadeva, razlika med tradicionalno tehniko, med obrtjo in pa med moderno tehniko. Recimo v tem tradicionalnem razumevanju imamo most, ki povezuje, brv, ki povezuje dva bregova, recimo Rena, pač most. Medtem ko pri moderni tehniki gre pa za eno drugo zadevo. Zato, da ne povezuje bregova, ampak da je veletok zazidan v hidroelektrarno, da pač to kot primer moderne tehnike. Se pravi, da je ta tehnika že tisto, kar deluje nazaj, kar je že do te mere osamosvojena, da že spreminja naravo za nazaj. In se mi zdi, da te tehnike in tehnologije, če gremo stran zdaj od te specifične zgodbe s Heideggerom, pa te že nekoliko mistične razlage tehnike, je že toliko okrog nas, da se v bistvu težko rečemo, da je to ločeno, da imamo na eni strani človeka, na drugi strani pa tehnologijo, ali pa da imamo na eni strani naravno, drugo pa umetno. Že človek sam po sebi je, se mi zdi, v bistvu zbir enega in drugega, to ni več ločeno med sabo, to je že, ločitve morajo biti nekje drugje. Zdaj pa, če se navežem še v bistvu na prvi del vprašanja, ker pač sprašuješ okrog avatarjev. Zdaj, ena zanimiva stvar je tekst se je ukvarjal z pač tem tridimenzionalnim online virtualnim svetom Second Life.
verjetno poznate Drugo življenje, ki je bilo ustanovljeno, lansirano leta 2003 in zamišljen pretežno kot neka komercialna platforma. Se pravi, izberete si svojega avatarja v naboru drugih in z nekim plačilom vstopite v ta svet drugega življenja, kjer lahko s tem avatarjem nakupujete, se družite, se igrate, obiskujete koncerte, galerije tudi in tako naprej. En manjši del tega virtualnega sveta, te v bistvu igre pravzaprav, pa je posvečen tudi umetnosti. In sicer še manjši del pa eni umetnosti, ki v bistvu prav gradi na tem mediju Second Life-a. Se pravi, kjer ne gre samo za, recimo, da se avatarji hodijo zvečer na neke obiske v galerije, pa tam gledajo ene slike, ki so pravzaprav prenos obstoječih slik iz realnosti v ta digitalni svet. Ampak umetniška dela, ki gradijo, projekti, ki gradijo prav na tem specifičnem mediju, se pravi, da izrabljajo njegove prednosti in so omejeni z njegovimi omejitvami. No, en tak zanimiv projekt, ki kombinira oboje, sta imela skupina G+S, Objects of Virtual Desire, iz leta 2005. In sicer sta v bistvu kombinirala to dvojno realnost, se pravi, da so objekte, predmete, ki so jih uporabljali avatarji, ki so krožili po Second Life-u in so imeli za njih poseben pomen, so pridobili pač ta pomen v tistem svetu. Te predmete sta enostavno dala narediti kot neke kipce in sta razstavila v galeriji, fizični galeriji, v fizičnem prostoru. In v fizičnem prostoru so bili ti predmeti mrtvi predmeti, niso v bistvu kaj dosti pomenili. Tam so pa v Second Life-u, v virtualnem svetu, so bili pa v nekem smislu pravlični predmeti, so imeli ene blazne pomene in ene blazne možnosti rabe. In na ta način se mi zdi zanimiv ta projekt, ker je obrnil to klasično definicijo, da si mislimo, najprej fizični svet, tiste je pa derivat, tiste je pa nekaj drugega, je drugo življenje. Vprašanje za Kazimirja. Prej smo govorili o tem tehnično-medicinskem izrazju, o tvojem romanu. V bistvu na nek način lahko rečemo, da pač to izrazeno ostane kot beseda, ker v bistvu tudi zaradi specifičnosti prostora, bolnišnice ali porodnišnice, pač namreč vsak izraz je hkrati procedura. Recimo v operacijski porodni sobi je vsaka beseda tako rekoč dejanje. Recimo rečeš skalpel in skalpel je v roki, ali pa rečeš epiduralna analgezija in igla je že speljana v ta, to moramo prebrati, subduralni prostor v hrbtenjači, ter pač kateter je že vstavljen v ledveni del. In to me spomnim mogoče na, recimo, nekih drugih časih nekdo reče dež in pač dež je na dlani. Kad bi rekel, bolj kaj tehnologija je izpopolnjena, bliže smo zaklinjenju, bliže smo nekemu čarjenju. Seveda bi Walter Benjamin razlikoval med vračem, ki zanga ostaja na površini telesa, in kirurgom, ki penetrira v telo in bi me pač spodbil, ampak s tem pravzaprav ne podcenjuje viralnosti, odviralnosti tega pač vrača, ki se vodujevstva. Da sprašujete o tej konstelaciji izraza kot procedure, pa podujevstva, pa pač neke tehno-administrativnosti, pač porodniške sobe, recimo. Recimo, da bomo iz vidika babištva to vprašanje odgovoril, zato ker saj zaslužil sem neko to bipolarnost, na eni strani medicino in na drugi strani vračarstvo. Babištvo se razvija, zanimivo, da se razvija po dveh linijah hkrati, ki pa sta diametralno nasprotni včasih. Se pravi, imamo prvi pol babištva, ki se zbira okrog ideje naravnega poroda. Oziroma ideje, da je treba žensko obravnavati ne medikamentozno. Na drugi strani imaš potem drugi pol babištva, ki je recimo pro-medicinsko orientiran in ki gravitira k temu, da
da je treba žensko absolutno klinično obravnavati. Ta pol v bistvu, za ta pol lahko rečemo, da je glede na medicino iztržil določene posege, ki so jih prej zdravniki upravljali. In zdaj v bistvu upravljam babice. V mislih imam, ne vem, vaginalne preglede, ali pa ne vem, postopek epiziotomije, ali pa ne vem, šivanje, recimo, poporodnih strganin, če so manjše, se pravi, ko gre za rupture prve stopnje, ko je v bistvu poškodovana zgolj sluznica in so natrgane zgolj tiste tanjše perinealne mišice. Se pravi, to sicer še ni aktualno, to je zdaj, to v Sloveniji še ne velja. Ampak trend pa je, da počasi pravzaprav zdravniki imajo toliko dela s to diagnostiko, pa ne vem čim, in da v bistvu kanalizirajo neke svoje posege na babice. Tako da na nek način bi lahko, ne vem, zaključil ta odgovor v tem smislu, da se babištvo razvija tako v globino, kot na površini. Tako bi. V bistvu pravi, da je pač ta alienska inteligenca nekaj, na kar je treba šele naleteti, ampak se mi zdi, da nam je pač to aliensko inteligenco nazorno demonstrira že pač ti tehno-administrativni sistemi, aparati, organizacije. In pač ta filozof Brand, Levi ali Levi? Levi Brand. Levi Brand, seveda. Demonstrira v nekem tekstu v svojem blogu, demonstrira aliensko inteligenco na primeru zavarovalnice. Pravi, recimo, da so zavarovalnice odprte le za formularje in papirologijo, odprte v tem pač filozofskem smislu, odprte za, in da so odprte za formularje in papirologijo in dogodke, kot so smrti, nezgode, naravne katastrofe in seveda fluktuacije v ekonomiji. To je pač vse, to je tisto, kar zaznavajo v svojem okolju. In imam občutek, da je protagonist tvojega romana, se predvsem tema, predvsem to logiko, zateče v bistvu psihozo, ali za moj občutek bolj infantilizacijo, ali pa še raje bi rekel v folk psihologijo. In sicer v prepričanju, da so njegova čustvena stanja resnična. Ampak se mi zdi, da se tudi to v tvojem romanu pojavlja limita. Zdaj, dosti popularen ta eliminativni materializem oziroma eliminativizem bi namreč odvrnil, da duševnih stanj sploh ni, da so le stanja v možganih. Oziroma, drugače, če duševna stanja so ta zvedljiva možganska. In mogoče od tod ves ta the horror tvojega romana, ali pa the comedy tvojega romana, v tem, da brehtovsko rečeno, kaj je to groza žalosti ali groze, proti temu, da groza ali žalost sploh ne obstajata. Ne vem, to vprašanje je pa res, moram reči, težko. Ne vem, lahko bi rekel, lahko bi samo nadaljeval to, grozno bilo, če ne bi bilo grozno, da bi se zbudil pa imel normalno življenje. Se mi zdi, da je nenormalno življenje nekaj garanta, obramba proti temu, da bi strsnil norost. Ne vem, tako bi se imel delegovno. Ne bi kaj več. Kar se mene tiče, ker si ti govoril o psihozi, je meni predvsej fascinantno tvoj roman v luči tega, da do določene mere se vklaplja v nek kontekst slovenske literature, ki se ukvarja z nekimi, recimo temu, reduciranimi možganskimi stanji, kakor je to neumen izraz, kjer gre za neko klasično relacijo vzrok, posledica, simptomi in potem pač vplivanje nazaj. Tvoj roman pa gleda na stvari mačkam drugače, kot jaz vidim. Gleda na to stanje, ki se zdiva v psihozo šele, kot na neko kreativno dejanje. Mogoče, če bi citiral recimo Deleuza pa Guattelija, lahko govorimo o intenzivnih oblikah čutenja, o goli intenzivnosti, za razliko od nekih klasičnih simptomov, katere se recimo ta psihoza ujema, ta razlika. Ja, zdaj, meni se zdi, da zdaj spostavil si ta diskursa, ne vem, lakanovski diskurs, kaj se je na drugi strani Deleuzovo vednost. Meni se zdi, da, ne vem, jasno, da je treba na tej z vidika političnih konsekvenc, da je treba razlikovati med tema
dvema diskurzoma, ampak če greš tako na to teoretsko rabo, no, v bistvu se meni zdi, da so včasih določene stvari prevajajo, ne, druga v drugo, ne vem, lahko pa da to samo moj vtis, no, ne vem, in lahko da se motim, no. Ne vem, če ti dam primer, recimo, bral sem, da je en članek nazaj o problemih, no, kjer mislim, da je naslov srečanje DLS Lacan, nekaj takšnega, ne. In tam imaš recimo, tam on izpostavil, mislim, da je Peter Klepec avtor, ne, tam izpostavil to Freudovo teorijo simptoma, ne. In potem začnem govoriti, ja, sej jedro tega je pravzaprav neko križanje nekih intenc, pa vem, sopadanje nekih kozalnosti, ne, in potem izpostavim recimo, ne vem, Deleuzeovo recimo teorijo oziroma produkcijo smisla in potem najmo nek čist podoben opis, ne, se ravno ne govori o nekih kozalnosti, pa govori recimo o tem, da začneta dve heterogeni seriji komunicirati, recimo, ne, v tem smislu, no, tako da, ne vem, no, ampak to je recimo samo en primer, lahko pa da je teh razlik več in da se motimo, ne, tako da, te stvari spremljamo od daleč, tako da, tako bi. Ja, v bistvu ne vem, kako je tle, če v bistvu vključimo to trendovski pojem visokofrekvenčnih tradebotov, ker vej, ker sem te sprašal, Primož, o tradebotov, zdaj rekel trendobotov. Me zanima v bistvu, gledam to prej, da v bistvu si se v bistvu te in the zone zelo, v bistvu si govoril ti bolj o comfort zone, kakor v tej sami coni, še vedno si tak racionalist, da o in the zone pa nisi pripravljen govoriti. Me zanima, kako so visokofrekvenčni tradeboti, kako se ti zdi, mislim, bedasto abstraktno vprašanje, ampak že veš čas mehanizmi naših pomiselnih procesov, veš? Kako je v bistvu ravno zaradi ne tega absolutnega razmenjevanja človeka pa tehnologije, ne? Koliko v bistvu, mislim, to je spekulacija, koliko se ti zdi to sam miselni proces, ne, tudi v smislu hitrosti, ne, nekaj pač, kar je absolutno onkraj kontrole, ne, onkraj kontrole zavesti. Mislim, ja, glede tega obstaja neka analogija, ampak se vidi, da je to vse, kar lahko rečem, mogoče obstaja neka analogija med tem, da je verjetno tudi misel nekaj, kar presega zavest, tako kot pač vse ostale stvari, ki presegajo zavest, ampak ne vidim, kako bi potem ravno tradebote tukaj povezal, kot tisto, kar je bliže misli, ki presega zavest, kot recimo, če markoli druga. Katere okoli izmed teh analogij. Ja. Tako da, ne vem, mislim, nisem za razliko od nevroznanosti, iz kognitivne znanosti še nisem naredil domače naloge, zato pač, ko stopaš iz tega, ko bi rekel, hleva humanistike, kjer so vse stvari na svojem mestu in kjer, če ne veš, kaj bi s svojim dnevom, pač prebereš eno od onih zelenih knjig od studija humanitacijski, ki še nisi, vedno imaš na policiji kakšno, ki še nisi. Ampak recimo, če stopiš iz tega, pa vidiš, koliko je svet res velik, potem je že sezname literature za lastno branje zelo težko urejati. Recimo, jaz sem mislil, da so pa dali narediti domačo nalogo, to je zdaj taka veliki izgovor, menjanje teme, skivaže vprašanja. Jaz sem mislil, da se da čez poletje narediti domačo nalogo iz kognitivne znanosti, imaš 4 mesece. Če za humanistiko so dali 50 let, si pa ti... Ampak domača naloga v smislu prebereš 5 entry-level učbenikov, vsaj toliko, da približno mapiraš polje, da veš, kaj boš recimo, če bi se hotel s tem ukvarjati, resno bral, ampak je že ta selekcija je zelo težka, res je ogromno vsega, tako da glede na to težko govorimo o miselnih procesih. Ampak tvoj projekt pa poteka v bistvu na tem, da iščeš v bistvu te klasike humanistike v teh zelenih knjižicah, v bistvu najdevaš opombe, ki so bile takrat v bistvu čisto v smislu tega v bistvu forkinga, ko se to reče, pač ki se razcepa poti, ker v bistvu so vse te opombe v bistvu ne zavestno, ampak sistematično spregledane v smislu Simondona, Leroy Gorona. Ja, to je zelo zanimivo, ja, pa te recimo, primer bil to sem našel v Canguilhemu, recimo spet šolska filofaks recepcija Canguilhema je prvič je Francoz, drugič neke vrste strukturalist. Recimo, če neobremenjeno s temi predsodki bereš,
je sam normalno in patološko neverjetno zanimiva pa potentna, teoretsko potentna knjiga. Sam, če se ne ukvarjaš, če ga ne umeščaš v kakšno pol francoski politični kontekst, in neobremenjeno s tem je zelo zanimivo, da je ravno v 60-ih, ravno v Franciji, je obstajalo ogromno avtorov, poleg že omenjenega Leroy-Gourona pa Camboliema, pa potem še drugi, tudi recimo zgodnji Bourdieu ali pa ta Moss iz drugih spisov, se pravi, tudi to je knjiga pri Studiu Humanitatis, se udarijo in drugi spisi vsi berejo, se udarijo. Eno od teh drugih spisov je telesne tehnike, ki tudi nasledi tega, recimo lahko bi rekli telesnega materializma, se pravi ljudje, ki se takrat niso ukvarjali z označevalci, čeprav so bili v Franciji v 60-ih, pa čeprav se je veliko govorilo o strukturalizmu, absolutno nimajo veze s tem, razen kot neko kritično distanciranje od takratnega intelektualnega mainstreama, se pravi ljudje, ki se absolutno ne ukvarjajo s simbolnim označevalcem in dela zelo zanimive stvari. Tako da recimo zanimiva sociološko-zgodovinska raziskava bi bila ravno tudi to, kako bi rekel, upenjanje ali pa zgodovina ne prepoznave tega, ali pa recimo to precej nasilno upenjanje v nekaj francoskega, kjer je prva asociacija na francosko strukturalizem. Zdaj si omenil en kup imen, in mogoče bi jaz iz tega štartal vprašanje avtorskosti, ki ga bom zastavil pravzaprav vsem trem, vsakmu na nek specifičen način, pa zdaj ne vem, kako se boste lotili odgovarjanja. Več se mi zdi malo, da si prej hotel navezati ta vprašanje razuma, onkraj kontrole zavesti na vzpostavitev te naključne, nekalkulabilne entitete, imenovane Big Data, ki je pač v bistvu po nekih teorijah vpliva na povsem drugačen način, kakor pač, ko si govoril o tem, da imaš vedno neko knjigo Studia Humanitatis, tam in jo prebereš, na tem imaš pa pač res neko goro stvari, ki jih pač, ki ni gora, ampak je nekaj Lovecraftovsko nezamejenega. Ne? In v luči tega mogoče se je že vzpostavilo znotraj literarne teorije neki novi pristopi, oddaljeno branje, ki počas tudi kronica naš kontekst, ampak recimo najbolj znan primer je tukaj Moretti. In s tovrstnim branjem se vzpostavlja tudi neka transformacija literarne teorije in predvsem vprašanje avtorja, ne, in književnosti. Zdaj, zanima me, kako bi ta naključnost, nekalkulabilnost te entitete na nek način vplivala na avtorja in obenem tudi na književnost. Če smo imeli nekaj časa nazaj, ne, smrt avtorja, a bomo pač bili priča smrti književnosti na nek tradicionalen način. Tako da mogoče lahko odgovoriš, ko bomo prišel. Tako ne, mogoče vprašanje, kako bi se vprašanje da ali ne, ampak pa tisto utemeljitev je malo težji del. Tako da res ne vemo. Smrti književnosti, mislim, samo ta neizračunljivost ali pa nekalkulabilnost se mi zdi zanimiva kot provokacija v tem tekstu Luciane Parizi, kakorkoli se izgovori. V smislu, kako bi rekel, doksa kritične teorije je bila vedno kritika racionalnosti, instrumentalnosti, vse mora biti izračunljivo, kalkulacije tega tipa uma ali pa razuma. In zdaj, v smislu, če imamo big data in ta temeljina neizračunljivosti, potem pade cela ta doksa kritične teorije, odpade, se pravi, se moramo čisto drugače lotiti, bodi si kritično, neutralno, kakorkoli k temu pristopimo. To se mi zdi zanimivo kot provokacija, se pravi, vas še se učitelj tehnologiji, da svet podreja neke kalkulabilnosti, ampak če tehnologija ne deluje na principu kalkulabilnosti, ampak obratno neizračunljivosti, pa ima kritična teorija resen problem. In to mi je zanimivo čisto na neki osebni ravni, ker se mi ne da več ukvarjati s kritično teorijo, se mi zdi, ampak iz drugih razlogov, se pravi, se mi zdi, da je izgubila svoj predmet ali pa pojasnevalno moč na drugih, ampak to je razlog, zakaj imam določeno vnaprejšnjo afiniteto do take provokacije. Ne morem jo pa komentirati, ker v resnici spet nimam še niti v načrtu domače naloge iz osnov računalništva, iz računljivosti in tako naprej.
Tako da res ne vem, če je to res, no? Ne vem, če big data ne izračunljiv, oziroma kaj točno. Zanimivo mi je čisto, kad teaser me je dobil, no? Nisem nič naredil s tem. Dobre. Mogoče zdaj imajo isto vprašanje, avtorsko s tem pa na nek drugačen način. Se pravi, v luči vseh teh novih tehnoloških zmožnosti literarnega vprašanja prihaja do anonimizacije. Vprašanje anonimnosti, ki recimo, če gledamo, koliko je to Lotman razločil, imamo pred barokom estetiko istovetnosti neznanega avtorja, ki pravzaprav pišejo na podoben način. Zatem pride na nek način estetika raznovrstnosti, kjer se vzpostavlja posamezen avtor s svojim imenom, svojo neko lastno intenco za vsem skupaj in se veže neposredno na tekst. Zdaj, recimo v zadnjem času, ali pa predvsem spekuliram, tudi jaz, da se pa ta estetika raznovrstnosti in na nek način oblikovnega novuma, ki je bil prisoten predvsem recimo v zadnjem 20. stoletju z modernizmom, se kažejo neki novi načini anonimizacije, ki niso vezani več na avtorja. In mogoče bi jih na nek zelo proto način iskali, recimo v Kasper's metodah, Burroughsa in tako dalje. Se pravi, v bistvu, da se vzpostavlja neka nova estetika, ki še ni prišla, ampak se s pojavom vseh teh novih načinov zavedanja, novih načinov komuniciranja s svetom se bodo mogoče pojavljali. Tudi zahtevno vprašanje, Kasilina. Kaj ne reče, sigurno je, prihaja že tudi pri avtorjih do spremenjene percepcije, že ko pišejo na računalnik, potem je vse spremenjeno okrog tega, ker imaš hkrati dostopen vse živo, od novic do raznih osnutkov teksta, ki so zopet računalniški obliki, do spremenjene percepcije, ki je pospešena in tako naprej. Mogoče lahko odgovorim malo, oziroma si sposodim malo odgovora od ene knjige, ki se imenuje Uncreative Writing. Išlo par let nazaj, avtor Kenneth Goldsmith, in on se ravno sprašuje tudi o teh možnostih, kaj naj naredi literatura v današnjem času, ko jo lovi od odzadaj cut-paste metoda in vse te spremenjene oblike avtorstva in te negacije avtorskega dela in tako naprej, ko ima te blazne konkurente v novih medijih. In ugotavlja z žalostjo v srcu, da se pisatelji niso še pravilno oziroma sploh še niso kaj dosti odzvali na te spremembe. Se pravi, s tem misli predvsem te klasične pisatelje. Jonathan Franzen. Ja, ne govorijo elektronski literaturi, ki tako neko mejno področje, pa gotovo ni mainstream in tudi verjetno nikoli ne bo. In on predlaga, ima tudi nek kurs na enem faksu ameriškem, kjer uči svoje študente nekreativnega pisanja. In to zgleda tako, da jim recimo, da za nalogo izberite si nek odlomek, recimo odlomek iz enega dela, prepisati 3 strani, prepisati od črke do črke, od besede do besede. In podobne druge akcije, ki jih pol ima za tako nekreativno ustvarjanje. In potem gre še iz tega naprej in menim, da ravno v takšnih, v bistvu konceptualnih aktih se lahko prebijemo do novega odgovora. In potem ima tudi neke zgodovinske preglede, ker to nas malo spominja vse na kakšne avantgarde, pa ne vem, na Benjaminove zapiske jih omenja, Parkarni projekt, pa na kakšne druge, na one Joyceov, Finneganovo bdenje in tako naprej.
in pač meni, da je tle pač neka možnost za sodobno pisateljstvo, pač po njegovem mnenju, da bi probali na tak način se dokopati do novih del. In tudi prav, da je pač to klasično pisateljstvo nekako zamudil v bistvu Duchampove ready-made. Da skratka ta konceptualizem in ta antireprezentacijskost, ki je bila močnejša v vizualni umetnosti, da tukaj se nekako ni prebila, da bi bilo treba malo na tem delati. Se pravi, nekako avtorji morajo brati več Wikipedije in se manj zanašati na svoj način, kar tako. Recimo, ali pa preizkušati, da se obrne da niso več besede tiste, ki bi nosile pomen, pač ta klasičen pomen, ampak neka konceptualna ideja za tem. Ja, pač kako ti si postaviš. To je neka varianta postmodernizma, ampak vseeno že malo bolj naprej, bolj radikalno. Ok, da. Zdaj pa še Kazimir, še tebe. Kako gledaš na nek način na to avtorskost? Kako, na to, da si napisal, da si se podpisal, da se vzpostavlja neka avtorska funkcija za tvojim imenom, da se tudi znotraj samega romana, ko zapiše na platnici v tekstu nekdo, da je vse res, ko nekdo v spremni besedi zapiše, da v bistvu ni nič res tam noter in da še da to prihodu do neke možnosti resnice. Ne? A se to, jaz sem na hiter najdel par mogoče filozofskih razlik, ne? Zelo vulgarnih, identiteta, razlika, Hegel, Nietzsche, Janez Duns, Scott, pa Tomaš Akvinski, to so pač se mi zdi vsi znotraj tvojega polja raziskovanja, pa me zdaj zanima, če je kakšna smiselna navezava. Ja, jaz bi mogoče izpostavil to zelo klasično navezo, mislim, Hegel, Nietzsche recimo, to je zelo taka, meni se zdi, zelo taka produktivna navezava, ker v slovenskem prostoru obstajajo določeni filozofi, ki v zadnjem času poskušajo Hegla potisati v bližino Nietzscheja. In v osnovi gre v bistvu za vprašanje, vsaj tako jaz to dojemam, gre za vprašanje izkustva nesmisla. Zdaj treba se vprašati, kako zdaj ta nesmisel razumeti. Treba razumeti znotraj tega spekulativnega Heglovega okvira, ali pa je treba ta nesmisel mogoče postaviti nekam drugam, da ima mogoče, ne vem, prefilozofski predznak. Recimo, da je prišel nekje zunaj. Zdaj seveda, če je prišel do zunaj, potem smo izvani s tem, da v bistvu je treba najti tudi neko časovno ali pa vsaj geografsko lokacijo tega izkustva. In mi vemo, v bistvu, da je Hegel kot relativno mlad človek, še pred svojim frankfurtskim obdobjem, šel v Alpe. In da tam v bistvu gledal tiste ledenike in da je doživel nek šok. Se pravi, da je izkusil neko, ne vem, neke vrste, faktični nesmisel, v tem smislu. In da je to, se pravi, da je, malo se zgumil, se pravi, da je zdaj ta malo cukor padel. Ta faktični nesmisel, da si smo malo pomagal shemo. Ja, se pravi, to soočenje s tem faktičnim nesmislom, da je pravzaprav tu odpovedala vsa ta filozofija, vključno s Kantom, ker je pač preveč abstraktna. In na tej točki zelo zanimivo, Jure Simoniti zelo zanimivo odpre neko odprto kontroverzo z Derridajem, ki Hegelov projekt označi, kot da je to, da gre za neko neprodušno ekonomijo smisla in tako naprej. In ono reče, mogoče bo to treba obrati, mogoče gre za neko ekonomijo Boga vseeno, v luči tega izleta v Alpe, recimo. To bi bil recimo odgovor.
Ampak kako pa pride tukaj vprašanje avtorskosti? Vprašanje avtorskosti? Mogoče sem malo zamešal zdaj tvoja. Ne, se je bilo, se to. Mislim, da sem imela, ja, tako, v bistvu tole, ta obrtniškost, ne, izkušnji sem se izkušnjal. Vprašanje avtorskosti. Zanimivo, ko sem prišel, ne, enostavno sem si izbral to obsedenost, no, s tema dvema figurama, ne, ki sta v bistvu znotraj metafizike pomenita neko dva antipoda, ki se ne data pomiriti. Ne. To je recimo dosti bolj zanimivo, mogoče to, ali ne, kako pride, ne vem, kako nastane avtor, kaj, ne vem. Ja, tako nekako. Ok, super, hvala. Prej je Maja govorila o tem uncreative writing, to je verjetno ta tip, ki je tudi ta upuma čez to platformo. Ne. In je v bistvu, vem, da je en izmed teh projektov bil tudi Moby Dick, ki je v bistvu sestavljen iz emotikonov cel, ne. Povedem to zamenjava besed tle v bistvu se zavedam, sem nekoliko konzervativen in se mi zdi to ful gimiki, ne. V bistvu, na nek način, meni se zdi vedno, če neke gimiki, mogoče ne način rove, kar je gimiki, ampak se mi zdi vedno, gimiki se vedno zdi tehnofobično. Na nek način, kada bi v bistvu si tako fasciniran s tehnologijo, mogoče ne zdi mislim, mogoče ta razlika med strahom pa anksioznostjo, da v bistvu to racionaliziraš v strah in potem pač to sem tehnofobija. Bilo bi bolj zanimivo biti tehno-anksiozen, kar pomeni, da to absolutno nekaj, kar te presega, zdaj res sproti se zmišljujem. In v bistvu zdaj, verjetno, če kdo posluša oddajo Pisanje stroje, je verjetno opazilo, da je to nekakšen čarovniški kult, ki izrasta okoli Negrestanjeve ciklonopedije. In v bistvu moja tendenčna teza bi bilo, recimo, da je še vedno, recimo, Negrestanjeva, ki je v bistvu nominalno napisal človek, ne, čeprav je v bistvu Iranec, no, tako da. Basically, we don't know anything. Je v bistvu bolj tehno ali pa bolj pisava kot vsi ti eksperimenti. Mislim, ne kot vsi, pač recimo kot ta eksperiment, ki si ga prej omenila, v bistvu ta priješ na stran in se pač teh 1000 besed si random premetava, ne. Se mi zdi še vedno, mislim, to je pač absolutno moja literarna sodba, se mi zdi Negrestanje bolj botne, bolj zanimiv stroj, kakor pač ta random idiot, gimiki, pač prebrkljevalec, no. Ali pa Moby Dick v emotikonih, no. Hočem reči, večjo človeško kontrolo vidim v teh eksperimentih, pa nisem zdaj hotel eksperimente in se zbere skozi žalec, čeprav sem jih, ampak sem jih hotel v bistvu, ja. No, skaj, to je vprašanje, pa. Mislim, to je v bistvu tezo, zdaj pa. Kaj je tožnja zavijati? Jaz tega nisem brala, čeprav štekam je ciklonopedija še zmeraj kot knjiga, roman, šlo prizm. Jaz se v bistvu nisem videl kot knjige, to je dobro vprašanje v bistvu. Jaz sem v bistvu na nekem res kurčem PDF pobral, ki je v bistvu praktično prosojen, tako da v bistvu Kindle skoraj ne omogoča branja te knjige, kar je definitivno vplivalo na mojo izkušnjo. Ampak to ni bil namen, verjeten? Ne, zikr ne, tudi tako, da je PDF naredil, no, nima tega namena, seveda, ja. Ampak v bistvu, zdaj pa govorim pač tehnično, pač o sami pisavi, o sami alienaciji pisave, moj bog alienacije, sem rekel. Ampak je res o tem alienation, ki v bistvu terja v bistvu stalno repozicioniranje branja in samega razuma in samega branja, kar pomeni, v bistvu zahteva novo branje, zahteva v bistvu drsenje razuma proti frontierju, ki je pač nekje drugje, kot pač običajno. In v tem smislu se mi zdi alienovski ali pa botovski bolj, kot nekaj, kar prerazporeja 1000 besed. Čeprav to tudi Putin počne, pa je tudi bot, no. Tako da, basically, ja, zdaj sem se malo bolj. Ja, a ni to še zmer varianta postmodernizma? Ja, a smo šli naprej? Ja, mogoče, ne. Ali pa tudi ne. Ne vem, dobro, če pustimo tisto, ki sam stroj, ampak je tle avtor, ki je besede izbral pred tem strojem, ni ves svetovni vokabular vključen. Pa recimo en malo bolj tradicionalen. Se mogoče navijam za boljše človeške umestnike, to sem hotel reči, mogoče. Ja, verjamem, ja. Kako recimo delajo za te štikle, recimo pa dajo pač naložiti, ti si razpluvajo te bitle, to ne moram verjeti, ampak v bistvu dajo v bistvu muskul 60 za botov, da pač skomponira na novo, ne.
Mislim, prvo vprašanje je, zakaj zavrajajo z Beatle? Mislim, sem ne delo, kaj narobe z Beatle, ampak zakaj Boto v 2016, da Beatle zaposlušati, ne? Sej lahko bi tudi kaj drugega, kot Beach Boys novo aranžma naredil, ne? Mislim, kar v bistvu basic klient naredil, ne? Ta Bot, ne? Zrcavlja človeškega umestnika, ne? Zdaj, kar je bil glup, ne? Algoritem, okay. Zdaj več ne sprašujem, zdaj v bistvu govorim, ne? Zdaj se lahko mi da začne ne Ja, tako je. Zdaj bo čas dobija to pravo forma. Se vam čujem. Ne, samo vprašanje tega, da okrog Beatlov, ne, to je... Hočem reči, mislim, neko drugo stvar sem malo spostaviti, ne, vprašanje fetišizacije, ne, ki mogoče bi letela tudi na tebe, Primož, ne, kot nekoga, ki nasledil nek določen predmet, ne. Pač vprašanje, zakaj je točen, ne si zdaj odločaš, da boš ti Moby Dicka naredil z nekimi emotikoni, ne, ki pač je dejansko dosti preprosta stvar, da jo narediš, ne. Obenem pa se ne boš vprašal o formi, nekaj moje mnenje zdaj. O postmodernizmu je to, da je neka gora različnih postmodernizmov, ne. In kljub temu, da dejansko Negrestanje resnično umeščajo v neko postmodernistično pisanje, tudi sam se umesti zaradi tega, ker v začetku govori o nekih izgubljenih rokopisih in tudi se potem najdejo, pa ta Hamid Parzani najdejo vse te stvari. Ampak stvar je, da se do določene mere sam slog v nekem trenutku začne osamosvajati. Pač pridobi neke kvalitete, v tem primeru nekega deluz-gaterijovskega vokabularja, kjer postane nekaj povsem drugega, ne. In ravno o tem najbrž ti Marko govoriš, ne, da kljub temu, da obstaja za ciklonopedijo nek avtor, ne, se ravno tukaj izpostavlja kot nek avtor, nek prepisovalec, ki to v resnici ni, ne, ki je nek generator nekega povsem drugačnega. In to, kar sem jaz prej hotel vprašati glede anonimizacije, nekega anonimnega sloga, ne. Se pravi, slog, ki ni, da recimo, če bereš Borgesa, ga boš prepoznal, ne. Če bereš Kafko, ga boš prepoznal, govorimo pač iz različnih. Čelo je Borges rekel, da največji kompliment dosežeš malo, da je anonimni slog. Kar njemu ni uspelo, zaradi tega, ker poznamo, ja. Kaj pa, če bi Piera Menara, ki je napisal Don Quixota? Recimo, ja, ampak to je, spet vemo, da je to ravno on, ne, da je to Borges, ne se štekam, ne, kaj je tukaj point, ampak se mi, da se vzpostavi vseeno znotraj nekega ponavljanja, nek novom, ne, potem govorim. Tudi Borges je še vedno ločil med esej, pa v bistvu, ali ga postaje zložniki tako izdajajo, ne, v bistvu izdajaš vedno Borgesov fiction pa non-fictions, kar je v bistvu meni bil vedno nesmisla, ne, ampak v bistvu tudi sam na nek način Negrestanje že zaradi tega teorije fikcije, ki se pač vzpostavlja, tudi založniška. V bistvu zdaj že ni nujna ta delitev, ne. Preprosto se to izdaja kot homogenost, ne. Kar je v bistvu lahko založniški pač. Kje smo zdaj? Nekje smo ostali, da, ne vem. Tehno pisava, ne? Tako je. No, zdaj, še eno vprašanje, bo pa v bistvu pomoč. Včas nekamo. Kako v bistvu me zanima čisto kot polje fenomenologije, kako se v bistvu, gledam tudi, da je v bistvu to osnova antropofenomenologije domnevam. Kako se v bistvu sploh spopada, sooča z manjšinsko kognicijo pa senzacijo? Mislim, koliko se sploh da znamisliti, ne vem, algoritemski pattern recognition, mislim, kaj se dogaja na tem polju, glede na to, da pač izhajaš iz njega? To je klasično začetek s Husserlom, 1900, kaj tacega. Potem pa naj bi to počasi ugasnili nekje okoli druge svetovne vojne. Ampak v bistvu ne, no, pri nas bolj v Sloveniji to nekako ni več toliko aktualno, se bolj govori o teh družbenih teorijah, ki se je šlo malo v ozadje, fenomenologija. Res pa, da so imeli že takrat malo težave s tem, da bi šli širši, recimo Husserl velja za klasičnega misleca zavesti, da bi segali širši, ampak tudi že pozni Husserl govori o konceptu življenjskega sveta, Lebenswelt, ki se zaveda tega, da se ne da misliti samo o enem perceptivnem bitju, o eni zavesti, ampak je treba širše pogledati, ne. Nova revija je izdajala svoj čas ene fenomenologa, ne vem, Bernhard Waldenfels, se pravi, v nemškem prostoru to še zmeraj ostaja, pač so še zmeraj živeči te pisci. Potem v Romuniji je dosti tega, pa v Franciji itak. Tako da prav dobivam Newsletter of Phenomenology,
ki ga skupaj sestavlja, skupaj daje Romunsko društvo za fenomenologijo. Pač tle so od teh čist klasičnih pač teh skolarjev, ki se ukvarjajo z ne vem kakšnimi avtorji, ali Merleau-Ponty Circle, ki imajo vsako leto ali pa na 2 leti konference o enih temah, ne. Zdaj pa tisto, kar bi segli čez, seveda oni okrog leta 1900 in pol desetletja kasneje niso kaj dosti razmišljali o strojih. Čeprav mašinska kognicija, pattern recognition je v bistvu, to je umetna inteligenca, ne? Se pravi, to nekako se navezuje na to, kako v bistvu te vzorce prepoznavati, ne? Sega sem. Tisto, kar je zanimivo od te zgodovinske fenomenologije, ne, tistega ne poznam, kaj zdaj je toliko dobro, je to, da se vzame neke stvari in se jih misli v tem post-kontekstu. Se pravi, ena od takih je pri Merleau-Pontyjev koncept telesa, potem ta telesna schema. Potem kasneje v poznem Merleau-Pontyju v delu vidno in nevidno so tudi pač koncept razširjene telesnosti. Je tudi uporaben za to, kot sem prej razlagala, za te niti, ki se širijo v prostor, telesne niti, kjer pa se ne nahaja fizično telo. To je tako ta kibernetski tokokrog, v bistvu, ki se širi, v bistvu, ne vem, slepec pa palica, recimo, ja, to je tak. ampak s tem, da To je že njegov primer, ne? To je njegov primer, ampak s tem, da dosti bolj fizično, ne, ker kibernetska zamišljenost, kiberpunkovska paradigma je bila vezana na če bereš, precej na no. Pač telo je bilo razumljeno kot nekaj zastarelega, kar je treba upgradati s tehnologijami, recimo Gibson, Neuromant, ali pa to je tudi izhodišče Stellarkovih performansov, obsoletnost telesa, nezadostnost telesa, ki ga je treba upgradati s raznimi protezami, od čist fizičnih pa do priključitve na internet, na biotehnološka uporaba stvari in tako naprej. Potem fenomenologija lahko pomaga pri sodobni umetnosti, pač tej ars electronica in druge še bolj sodobne zadeve, ki imamo opravka z novo senzibilnostjo pri teh stvarih. Pa tudi se mi zdi fajn, ker tam ni toliko opravka z to ideologijo, ki bom jaz tudi malo bolj nakupati, ki je tle v našem prostoru, vsaj prek teh javnih medijev zelo močno posiljeni. Super. Jaz bi mogoče z nekim precej naključnim vprašanjem zate, Primož, otvoril možnost vprašanj publike. Ne gre pa, navezal sem pa na članek o kmečkih uporih, kjer v zaključku govoriš o mašinski inteligenci kapitala kot neki samorazvijajoči, neodtujeni, onkraj človeški. Pa me zdaj zanima, če se v nekem trenutku vzpostavlja neka jeza delavstva v luči razvijanja strojev, kaj je mogoče, ne na to, kar sem omenil, pa kaj boš mogoče tudi samo, je mogoče zatrditi, da je naslednja stopnja ljuditev val samomorov. Se pravi, smrt telesa je pravzaprav tisto, kar bo onemogočilo kapitalo delovanja. Mislim, sem že razmišljal o tem, ampak mogoče ne na toliko dramatičen način, v smislu, kaj je res tisto, ker obstaja par zanimivih tekstov na temo, zakaj je ravno človeška delovna sila, v smislu teoretikov, ki so zaslutili večinoma neke marksistične ali pa marksovske orientacije, ki so zaslutili, da je nekaj onkraj človeškega na kapitalu, ampak poskušajo dati človeku saj še to digniteto objekta izkoriščanja. V smislu, res ogromne stvari na kapitalu pa na kapitalizmu, ki postajajo vse bolj očitne ali pa
ki presegajo človeka, ampak izkoriščanje človeške delovne sile mora postati, če ne bi se ta sistem zrušil. Se pravi, kot nek minimum ponosa ali pa dostojanstva, ki še ostane, je, da brez tega, da se pa izkorišča ravno človeška delovna sila, potem pa ne bo ničesar. V smislu, kakorkoli se tako jadno sliši, ampak recimo kot zadnje zatočišče človeškega dostojanstva, samo naša življenja ali pa silo, potenco lahko izkoriščate. Zdaj, sicer obstaja neke zanimivi razmišljanja o tem, da neke rešitve nisem pa čisto prepričan. Mogoče je to tudi samo ena zgodovinsko prehodna faza, tako da pustimo se presenetiti. Jaz mislim, da ni nemogoč popolnoma avtomatiziran sistem. Mislim, da je tisto, kar človeka še drži v tem sistemu, makar kot samo objekt izkoriščenja, je to, da se stroji ne reproducirajo sami in da je umetna inteligenca še na neki stopni, ki ne omogoča popolne samo avtomatizacije in samo, recimo, tehnološke samoreprodukcije sistema. Zdaj do tega lahko pride, ali pa ne bi se spuščal te futurološke, ampak recimo bilo bi precej komično, če bi bil kolektivni samomor človeštva v istem trenutku, ko stroji znajdejo način avtonomne samoreprodukcije, pa bi bilo še to za manj. V smislu. Ampak zdaj je vprašanje, ali kolektivni samomor človeštva, kaj je bolj komično, recimo pa je za manj ne doseže tega mašinerija. Mašinerija se ne ostava, ampak iznajde avtonomne načine samoreplikacije in samo razširjanje, ali pa to, da človeštvo preživi in potem to gleda. Se pravi, človeštvo postane tujec v tehnološki civilizaciji, v kateri postane odvečno, recimo, in kjer je mogoče se to grozo, ko ni groze, to vprašanje smo odprli, kjer ni te terminatorske apokalipse. V smislu, še to se mi zdi preveč antropo-narcisistična predstava, da stroji nimajo drugega dela, kot da razmišljajo, kako bojo z bazukami streljali ljudi. Mislim, da vam neskončno bolj zanimive stvari za početi, za razmišljati v tej neki futurološki projekciji. Mislim, da je to zelo žaljivo do stroja, da bodo pač v podobi terminatorjev ravno streljali ljudi s puškami ali pa z bazukami, ker da nimajo boljšega dela. Tako da mislim, da grozna izkušnja bi bila, če človeštvo preživi in vidi to hladno indiferentnost stroja. Pač počnejo svoje stvari, ki jim je vedno težje slediti, ki jih je vedno težje razumeti, in potem vidiš, da nisi več the only game in town, da nisi več, da ni več tista neka čist, da to biološko naključje inteligence v človeških možganih ni več edini igralec, oziroma tudi ne najpomembnejši ali pa najmočnejši, in da je ta nova civilizacija indiferentna. V smislu, tako kot je recimo človeška civilizacija indiferentna do mravelj. Zato sem rekel antropo-narcisističen pogled, recimo te terminatorske distopije ostaje strojev, kada po ostaje strojev bo sledilo uničenje človeštva in tako naprej. Tako, kot če bi človeško civilizacijo, recimo v primerjavi z mraveljsko razlago, kada ljudje nimajo boljšega dela, recimo zvečer ne razmišljaš, kako boš vzel metalec ognja in boš žigal mravljišča, pač indiferenten si do mravelj. Mravlje so posod in hodijo naokrog, in mislim, da podobno, recimo, če si dopustim to futurologijo, bi bila ta civilizacija strojna, preprosto hodili bi okrog, in to mi gomazili neki humanoidi in bili bi indiferentni, in ljudje bi bili žalostni, tako da, ker so bili enkrat že navajeni biti the only game in town. Super. Zdaj, preberem zaključek od romanista, da bo na način prozopopeje vendarle prisoten. Ali po vprašanje? Po vprašanje, če bo. Zdaj bodo vsi hoteli romanista. Mogoče, a to... Mislim, izvolja, jaz sam prosim. Komentar na to zadnje, pač te različne verzije distopije, pač umetne inteligence. Mene fascinantno, koliko pustiš to stripovsko varianto, kot da hoče robotiku, to biti skoraj težko artikuliraš nekaj, kar pa retroaktivno ugotoviš, da se v bistvu že zgodilo.
Pač, mislim, če se zamišlja neko, ne vem, indiferentno silo, ki upravlja, mislim, pač, da nismo več, nimamo več stvari pod nadzorom, mislim, a imamo zdaj pa, jaz pa zdaj, to obstaja, ne. Pač prej sem bil na predvajanju pač tega dokumentarca od Herzoga, ker pač Musk, ne vem, pač artikulira svojo to, kaj je problem umetne inteligence in reče nekaj v stilu, pač, da ni problem, če da se postavlja svojo voljo, ampak kaj če, ne vem, nekdo naroči svojemu umetno inteligentnemu agentu za pač, nadzor nad svojim patch fandom, naj pač maksimizira ta njegovo vrednost in on naredi, ne vem, pač naredi neko operacijo in hkrati povzroči vojno nekje, ki bo vzdignila vrednost tega in pač to predstavlja kot primer tega, kar je lahko slabo, ampak mislim, točno to se je že dogajalo, da pač ni en računalnik tega naredil, ampak nek splet mehanizmov, kar pa še pazi isto vršnost, ne en računalnik. Tako da ja, mislim, v bistvu, se začel sprašovati, kaj točno se pogreša v te, mislim, kaj točno pogrešam, kaj smo točno izgubili, ko si predstavljamo te... Na kaj točno se čaka? Mislim, na kaj točno se čaka, na katero katastrofo, kar se že ni zgodila. Kako da je bila obstajal nekaj tazga kot zavesten, artikuliran nadzor nad zgodovino človeka. Mogoče Trump zmagal, ker se zdaj manjši dron kot Hillary Clinton. Ja. Mislim, to je dobra pripomba, no. Ja, se strinjam. Mislim, mogoče je razlika taka, šokantna razlika bi bila, če bi obstajala neka tuja materialna civilizacija, pač celotna infrastruktura, ki bi bila samo zadostna v tem smislu. To mislim, da bi bila nek precej velik kulturni šok. Drugače pa strinjam, ja, mogoče ta distopična razmišljanja, ja, se mi zdi retroaktivno tudi odprejo to zanimivo in pomembno perspektivo na samo zgodovino, kdaj točno je bil dejansko človek v pilotskem sedežu. Ja, jaz bi se tudi mogoče najprej na začetku obregnil ob Primoža, sam potem bi v bistvu govoril o eni stvari, kar ne bi bilo čisto vprašanje, ampak bi bolj upal, da bo kdo to zagrabil pa komentiral, ker mislim, da imajo vsi tukaj nekaj malega zapovedati. Najprej samo to, mislim, da te spremenjene okoliščine, oziroma mogoče sem te narobe razumel, ne skenslajo, da jim reči potrebe ali pa možnosti ali pa česarkoli že po neki teoriji ideologije, ampak kvečemu pač teorijo ideologije v tem smislu pač neprimerno razširijo, v smislu, da ni več zgolj teorija diskurza, ampak je teorija še neke serije procesov, ki niso diskurzivni v tem smislu. V tem smislu mi je zanimiva tvoja ideja naturalizacije rasizma, skratka to, ko si to možnost tega izpostavil. No, ampak hotel sem pogovoriti o nečemu čisto drugemu, namreč, imamo algoritme, govorilo se je veliko o avtorstvu. Zdaj ne vem, verjetno se je nekaj tukaj gledalo Adama Curtisa, pa recimo sploh njegovih zadnjih par dokumentarcev. No, on izpostavi to temo, ker imamo socialna omrežja in algoritme, po katerih deluje vsebina, ki pride do tebe na socialnih omrežjih. Skratka, glede na sklop izraženih preferenc na spletnih socialnih omrežjih, ti potem tvoj brskalnik, tvoj Facebook, kakorkoli že, pač meče nazaj vsebine, ki vedno bolj odsevajo tvoje že v preteklosti izražene preference. Zdaj stopimo malo korak stran. Imamo vprašanje avtorstva, ki je bilo preomenjeno in imamo zdaj princip, po katerem je začel v zadnjih letih delovati Amazon, če prav razumem. Skratka, Kindle, bralci literature, beležijo podatke, bralci PDF-jev, mobijev, kakorkoli že, beležijo podatke bralcev. Skratka, kdo prebere 4 strani knjige, knjigo odloži, ta podatek gre v Amazonovo databazo. Če si na Wi-Fi. Kako? Če si na Wi-Fi. No, ampak recimo, da če si v Ameriki, recimo, potem gotovo si, zaradi tega, ker uporabljaš vse funkcije in tako naprej.
No, ampak skratka, iz podatkov, ki jih Amazon pač pridobi na podlagi tega, kako ljudje berejo te knjige, potem tudi njihov marketinški oddelek daje napotke naprej pač založniškim hišam okoli tega, kako recimo za naprej optimizirati neka dela, tako da bodo bralcem čim bolj všečna, skratka, da bodo še bolj odražala njihove dosedanje preference. In potem imamo po tretji strani Evropsko unijo, ki je nedavno dala ven nek report, katerega imena se ne spomnim tukaj. Report se tiče koncepta Industry 4.0. Ideja tega pa je pravzaprav reindustrializacija Evrope, valjda, plus nov pristop k storitvam. Skratka, hitrejši feedback mehanizem med izraženimi preferencami potrošnikov in proizvodnjo kot tisto, ki v realnem času te izražene preference konstantno, skratka, če se predstavljate, namesto da recimo se, ne vem, na neki letni ravni gleda, ali pa na mesečni, ali pa tedenski, ne vem, koliko je bilo česa kupljenega in podobno, imamo zdaj situacijo, kjer se vlaga denar v raziskave, kjer preko, ne vem, biometričnih nekih naprav, nekih kamer, lahko ti ugotoviš prvo, koliko cajta se nekomu ustavilo oko na polici nekega specifičnega izdelka, drugo, konstantno imaš podatke glede tega, ne vem, takrat se je zarolala neka reklama, nekje v bližini, 15 minut kasneje je nekdo šel kupiti nekaj in se spet, recimo, tržišče v realnem času prilagaja izraženim preferencam. Skratka, na več različnih področjih, področje literature in njene potencialne proizvodnje, na področju pač čist običnega komerca, ampak recimo, da tukaj to ni posebej presenetljivo, in na področju zbiranja informacij se začnejo, pač celotna ta algoritemska struktura teži nekako k temu, da se posameznike zapira v nek mehurček, kjer dobijo nazaj zmeraj več tistega, po čemer že itak povprašujejo. Tako da to je neka stvar, ki bi mogoče, ki bi rad slišal, kaj imate, če imate kaj zapovedati temu, pravzaprav. Postala neumnega bralca. Je rekel, da bi postala neumnega bralca. Jaz bi tukaj mogoče samo eno stvar, ki je mogoče isto navajanje faktov, ampak ravno zdaj je tale vodja Alibabe, AliExpressa, ne vem, kako mu ime, je pa vsekakor Kitajc. Žal ne vem, kako mu ime. Alibaba vsekakor Kitajc. Ne, pač vsi poznate ta, glede da je bil 11.11, ker je bilo 50% znižanje, vsi so nakupovali, ampak kaj je poanta? Ravno v tem času je vam prišla neka napravica, ki na nek način obratuje v bistvu v resnici ne vem, kaj točno je, ker je precej heterogen, ampak gre za to, da imaš ti nek gadget, po katerem deluje kot recimo Nexus, se pravi kot neka tablica, kjer pa je v osnovi vezana na vse produkte, ki jih AliExpress oziroma Alibaba prodaja. In na Kitajskem se to umešča v avte in stvar je taka, da recimo, ko se ti z avtom peleš mimo nekega centra, kjer prodajajo stvari, ti javi, ravno to, kar si govoril, tukaj imamo neko stvar zate, damo te od 25% cenej, pejte jo kupati in se pač vzpostavlja ta bubble, o katerem ti govoriš. In znotraj Kitajske kot nekaj najbolj napredne na tem področju, kjer se vzpostavlja plus znotraj nekega avta. To je pač nek fakt, ki sem ga velikrat prebral in se mi zdi izredno zanimiv. Kar se tiče pa, ki si govoril o knjigah, oni so nekaj tacega počeli na zelo primitivni ravni že z recimo Konderjevim izbranim delom, da so pač skrajšali Iliado ali nekaj in so dali samo najbolj zanimivo, ko pač folki umrejo in se pač, kaj hoče reči. V bistvu so oni že na nek zelo banalen način že našali te principe, ki v bistvu govoriš samo o tem, kaj, da v resnici bo založnik vedel, kaj ljudje berejo in bodo hoteli neko novo knjigo in bo ta založnik pravzaprav vprašal avtorja. Mislim, ne bo povedal avtorju, kako ne piše, kaj je bil tvoj point. Ali ne spreminjajo že neke vzpostavljene. Kakor jaz razumem tle tekst, na katerega se referiram, je
zadnja knjiga od Gerarda Ravnika, on recimo to zatrdi kakor že izvedeno dejstvo, da je trenutna praksa večjih založniških hiš, kjer se recimo pišejo bestsellerji, to, da se recimo vleče podatke, mislim, da Amazon pridobiva podatke o branih navadah ljudi, ki so brali pač določeno literaturo in na podlagi tega se dela pač analize tega, kako narediti knjigo bolj berljivo oziroma bolj tako, da bodo ljudje zagrabili. Sem v bistvu po mojem poudarek na tem, ker v bistvu boš ti rekel, v bistvu, da gre za produkcijo bestsellerov, čisto neutralnem smislu, ne v smislu. In da v bistvu gre na nek način vsa ta kompleksna, neverjetno zapletena mašinerija, v bistvu na nek način pa vsem konzervira, v bistvu reproducira te človeške, predčloveške preference. Ne? A veš, v bistvu ne gre za to, da bi se ta senzorična, motorična schema branja spremenila, ampak gre za to, da bi se še naprej uterjala še dalje kompleksnejšimi mehanizmi. Ne? V tem smislu pač sem tudi jaz še vedno konzervativen, tako da v smislu tega, da rečeš, da v bistvu produkcija bestsellerjev seveda te logike absolutno ne more uvideti in je tudi, če se optimizira, why not? Veš, mislim, glede na to, da gre za utrjevanje človeških, predčloveških. Ja, razumem, mislim sam. Medtem, ko gre za neko manjšinsko produkcijo, a veš, je pa v bistvu te dolžnosti zaenkrat odvezana, kar pa ne pomeni, da se tega zapletenih mehanizmov ne da v bistvu uporabljati. Ne? In glih v tem je stava levega ekstracionizma, ki ni nujno Srniček, ampak so kakšni drugi avtorji, da so v bistvu te iste neverjetno kompleksne mehanizme v bistvu uporabljane za nekaj, kar ni zgolj utrjevanje teh schem, ne? Ampak gre za v bistvu nekaj, kar je onkraj teh schem. Ne? In v bistvu mislim, da te mehanizmi verjetno imajo ta potencial, spet pa ne verjamem to zavestno kontrolo, v smislu, da rečeš, zdaj bomo tako naredili in točno tako pa bo. Ne? Mislim, zdaj pa jaz levega ekstracionizma ne morem slediti, ker na nek način predpostavljajo, da sem za to kontrolo, lahko pa tudi do neke mere v bistvu usmeriš posledice svojega početja. Ne? V tem smislu jaz ne morem slediti, zdaj sem malo zašel. Ampak v bistvu pri produkciji bestsellerjev se mi zdi absolutno to čist legit, ker se za to gre. Mislim, da je mogoče, da s tem bestsellerjem ponižam na neki pač predvidiv. Točno to je problem. Mislim, zaradi tega, ker mislim, da je tle vse to izrečeno z nekega zgolj elitističnega stališča. Mislim, v smislu tega, pač tisto, kar se pač mislim, niti ne preobraža, ampak kar postaja zmeri bolj konzervativno na tak način, je pač ravno mainstream, ne? In to je v resnici ful večji problem, po mojem mnenju, kakor to, da se nekje v fringe območjih še vedno stvari dogajajo in potem je vse v redu. Fringe območje je lahko sred največje založbe. Jaz ne trdim, da je to druga založba. Jaz trdim, da se to lahko zgodi tudi znotraj teh mehanizmov, ki ti govoriš, mislim, da tudi kontrolirati ne moreš tega. Preprosto lahko tudi ti mehanizmi lahko navrže nekaj nepričakovanega, kar pomeni, da lahko izpade nek roman drugače, kot je bil mišljen, kar pomeni, da lahko spreminja preference, čeprav je bil vse narejen za to, da bi jih utrjeval. Tudi mislim, da je... Mislim, spravi, tvoj primer je v bistvu primer internetnega bota, ki se gre učiti na net, pa postane v par urah Trump supporter pa rasist, nekaj v tem smislu, pravzaprav. Neplanirano. No. Skratka, imaš proces, mislim, da lahko ta isti proces nepredviden rezultate. Se Trump mi ni nekaj strašno nepredvidljivega. Mislim, to so še vsem take preference, ki jih poznamo. Mislim, da Trump, mislim, da beli suprematizem ni tako nova ideja. Mislim, hočem reči, da ti mehanizmi lahko generirajo nekaj novega. Zakaj? Kako? Mislim, to je vprašanje. Mislim, če se gre zgolj za akumulacijo nekih do sedaj izraženih preferenc, misliš na podlagi katerega mehanizma oziroma na podlagi česa se ti zdi, da potem lahko pride do tega presežka, zaradi katerega bi potem prišlo do nečesa, kar bi vseeno bilo onkraj nekega konzervativnega reproduciranja. Ampak, okay. Mislim, pustili bi to možnost. Ko ugibaš, zakaj bi sploh v literaturi dajal to moč? Mislim, ker ni sam literatura. Tle so še dva primera. Vsekakor, ampak na tega smo se sredotočili. Zakaj bi dajal tako moč? Zakaj ne bi preprosto naredil bookseller za vsakega posameznika in je to, mislim, bestseller najboljšega posameznika? To je opcija, nisem se še... Mislim, čisto, zakaj se ne bi sprijaznil s tem in preprosto bral tisto, kar ti je res cool. V resnici nekdo, ki bere modernistične romane, bo vzpostavljal
neke malo bolj zahtevne stavčne strukture, malo bolj zahtevne Mislim, čisto preprosto. Takove. Mislim, zakaj ne bi bilo to slabo? Mislim, tako, kako bi rekel, to je taka ahistorična pozicija, oziroma to ni najboljši izraz, mislim, ahistorična iz vidika zgodovine posameznega človeškega življenja. V smislu tega, da nekako predpostavlja neke preference, kakor nekaj, kar je više manje identično samo s sabo čez čas, ne pa kot nekaj, kar se v osnovi v nekih drugih pogojih spreminja, ampak imaš ti ravno zdaj recimo nek sklop procesov, ker točno to spreminjanje, pa točno to soočenje z neko drugostjo, če se malo banalno izrazim, pač začnejo onemogočati oziroma manjšati polje tega srečanja z neko drugostjo. To govoriš o tem, da v resnici prelom med Turingovim strojem, ki je pač zaprt sistem kibernetski, in nekim odprtim, ki imaš pač en kup inputov, po katerem se te algoritmi spreminjajo. Mislim, se ne moreš pač popolnoma izolirati, ampak čist, veš, na neki kumulativni ravni množice, ne? Je pa vseeno pač postane množica tako čez čas bolj konzervativna, pač. Aha, to. Ne znamo. Mislim, stvari se kvečemo začnejo spreminjati bolj počasi, ravno kontra, recimo, tem nekim idejam pospeševanja in podobno. Ok. Štekam sam, ti ne bi znamo odgovoriti. Če lahko sam nekaj glede tega diskurza pa ideologije pa visoko tehnološkega marketinga, slučajno imam en dober citat. Mislim, že slučajno sem je to knjigo, sem danes prav zato se sveže spomnim, sicer je to uvod v Hitlerja o gramofonu, filmu in pisalnem stroju, kakšno naključje. In piše o tem, da ni naključje, da se vse Foucaultove analize končajo v zgodovinskem trenutku neposredno pred točko v času, ko drugi mediji udrejo v knjižnice. Se pravi, teorija diskurza, ta visoka plima teorije diskurza, recimo francoske iz 60-ih, recimo zgodnji Foucault, arheologija vednosti, njegove analize, in to se mi zdi zanimivo opaska, se zgodovinsko končajo na točki, preden drugi mediji, vizualni, fonografski, preden udrejo v knjižnico, se pravi, ko je pisava diskurs in tako naprej, ko ima ta absolutni primat. In jaz se strinjam, da se pravi, če delamo arheologijo, vednosti s poudarkom na arheologiji, ali pa zgodovinske raziskave, absolutno ima diskurs in pisava primat, če se ukvarjamo z 19. stoletjem, se pravi, z obdobji pred izumom filma in gramofona. Pa kar pokaže preostanek Hitlerjeve knjige, se pa malo zakomplicira, oziroma diskurs gubi tisto centralno mesto. Tako da, seveda, če smo zgodovinarji, je teorija diskursa. Če se ukvarjamo z ideologijo danes, potem je treba decentrirati diskurs, kar ne pomeni, da je popolnoma irelevantno ukvarjanje z jezikom, diskurzom in govorom, ampak mu je treba najti mesto, ki ustreza njegovem pomenu v to družbeni dejanskosti. Se pravi, hočem se torej, že v teoriji ideologije ni diskurs po defaultu v središču. Mogoče, če smo zgodovinari, ki se ukvarjajo z 19. stoletjem, ni pa nujno, če se gremo družbeno teorijo danes, če nadaljujem s citatom, diskurzivne analize ne moremo aplicirati na zvočne arhive ali pa na gore filmskih trkov. In če imamo, to je en problem, se pravi, če prevlada audiovizualnih medijev, potem je analiza, ki jih poskuša brati, kot da so knjige, in to dela defaultna filofax teorija ideologije, se pravi, bere filme, kot da so knjige, govori o filmskih junakih in tako naprej, o junakih, ki imajo svoje zgodbe, govori celo o filmskih narativih in tako, mislim, jaz se zdrzam od groze, vedno, ko nekdo govori o narativu v povezavi iz filma, ampak avtomatično se jemljajo koncepti iz literarne teorije in se potem samo aplicirajo na film, kot da je tekst, ali pa na glasbo, kot da je tekst, ali pa se celo analizira pop glasbo, kot da se analizira besedila. Se pravi, sama zvočnost ne vstopa, ali pa sama, recimo, tehnološko zvočnost, vizualnost nastopa kot ohišje, ki ga lahko odmislimo, ker je vseeno, če smo zagrabili tekst ali diskurs, potem lahko to tehnološko ohišje odmislimo, ker razumemo vse, kar moramo vedeti o medijih in o tehnologiji, z tega, da razumemo diskurs ali pa diskurzivne mehanizme. Tako da jaz absolutno nisem proti
teoriji diskurza, ampak samo da se najde mesto. Se mi zdi, to je humanistični predsodek, da je diskurs v centru. Mogoče je, mogoče ne, ampak to moramo še ugotoviti, če tega nimamo za dobesedno predsodek. Da sodimo o tem, preden smo naredili kakršnokoli raziskavo. Mislim, da to se pokaže ravno na primeru, ki si ga omenjal, recimo viralnega marketinga ali pa visokotehnološkega marketinga. Tukaj ravno ne nastopa diskurs kot tekst. Se pravi, imamo te mikropreference ali pa mikroafinitete, ki se zbirajo, računajo, agregirajo v ta big data in potem spet disagregirajo in pošiljajo nazaj v obliki teh namigov, kaj bi kupil in tako naprej. Ampak jaz ne vidim, kje točno in na kateri točki tukaj diskurs intervenira. Meni se zdi ena zanimiva formulacija, ne vem, kje sem jo pobral, je celo, ki govori o viralnem marketingu, kot o propagandi brez ideologije. V smislu, ni nobene velike politične agende ali pa programa, zatem ni velikega teksta ali pa velikega diskursa, so preprosto digitalizirani podatki, ki se agregirajo in potem nazaj disagregirajo v obliki namigov. Se pravi, afinitete v eno smer in potem ta lup nazaj so namigi to knjigo ali v tej barvi. Ampak jaz tudi mislim, jaz tukaj ne bi sploh govoril več o posameznikih, to se mi zdi tudi preveč narcisističen pogled, kada je marketingu do tebe kot osebe. Osnovna enota, če kaj je uporabniški račun pri temu marketingu, ne glede na to, koliko konkretnih oseb ga ima. In tudi big data marketing ne dela katalogov po osebah, to je še vedno ta, kako bi rekel, hladnovojni način tako špionaže kot policijskega nadzora kot marketinga. To so bili katalogi in kartoteke po osebah. Se pravi, te stari, ki so še zdaj v teh socialističnih zdravstvenih domovih, ima še vedno kakšne te omarice, kjer so po abecedi zložene kartoteke, ampak ko zdravnik prižge računalnik, niso več kartoteke, ampak je ta, kako bi rekel, visokotehnološka biopolitika, se pravi na ravni populacije, tam so pa stopnje tveganja, pa tam pa ni več oseb, pa osebni, mislim, so še, ker imamo osebne kartice, ampak ni, kako bi rekel, osnovni princip visokotehnološkega delovanja, tudi medicine ali pa zbiranje medicinskih podatkov ni več fokusirano na osebe, tako kot Google ali pa Amazonov ni. Se pravi, kar jih zanima, so izključno te afinitete, ki ti vračajo nazaj. In jaz recimo v svojih afinitetah mislim, če bi jaz mogel reči, kjera je oseba, ki je pisala v ta Google, da dobiva take stvari nazaj, bi rekel tako kot v požigalcu, nisem ga odprej poznal. Se pravi, to nima veze z mano kot oseba. Recimo, če bi ta stari, po tem starem principu, ko bi bil marketing še vezan na osebo, to so bili ljudje, ki so hodili s tistimi vprašalniki od vrata do vrata ali pa so potežili po telefonu in si vemo, koliko nerodno, pa neučinkovito je bilo to. Se pravi, ta algoritemski marketing ti vedno pove nekaj o tebi, česar prej nisi vedel. Se pravi, jaz ne vem, kakšne so v resnici moje afinitete, vedno me preseneti YouTube s tistimi namigi, ampak če bi prišel ta s tistimi checkboxi in bi rekel, kakšna glasba vam je všeč, bi rekel, takole jesen metal, mogoče on bi, metal, in pa bi mi ponudil neko metal, pa še nikoli ne bi kupil. Medtem, ker na YouTube me vedno tudi pozitivno preseneti, ali pa saj tako preseneti s kakšno ekscentrično pesmijo, ki mi je dejansko všeč, ampak tega nisem prevedel. To je fascinantno na tem algoritemskem marketingu. Ravno to, prvič, osnovna enota je moj uporabniški račun, ampak ga lahko kdorkoli uporablja. Recimo, jaz še naletim na računalniku, da se nekdo ni odlogiral z Facebooka, vedno objavim pesem od Bon Jovi, kar pomeni čisto nekaj drugega, pošljem neke druge afinitete. Se pravi, tudi na tej ravni ni fokusirano na osebo in tudi vrača se ne nujno na osebo. Lahko se vrača na več kot posameznike ali pa, se pravi, afinitete, ki se izražamo, so infrasubjektivne, so manj kot posameznik. Ni to moj okus, za katerega vem. Se pravi, gre za neke mikroafinitete. Ni nekaj, za kar bi jaz vedel, da je moja preferenca. Dokler je ne dobim nazaj in takrat postane, ali pa tudi ne. In hkrati Big Data deluje z več kot posameznike. Recimo računajo, tudi ne gre za to, da bi hotel, to je narcisizem tega, da vežemo to na posameznike, ne gre za to, da bi hotel z nami kot osebami manipulirati ali pa nas uročiti v potrošniški fetišizem, ampak jih recimo računajo so te take stvari, kakšna je možnost, da bo v petek zvečer, če dežuje toliko pa toliko ljudi klical na Uber. Se pravi, lahko tudi na ravni množice, recimo.
Se pravi, lahko so afinitete, potrošniške afinitete večkrat posameznika, ali pa čisto infrasubjektivne. Tako da tudi, kar sem hotel s tem povedati je, kaj nam pri vsem tem pomaga teorija interpelacije. Če ideologija naredi iz posameznika subjekt, kaj nam to pomaga pri razumevanju algoritmov visokotehnološkega marketinga? Mogoče ideologija res dela iz posameznika subjekt, ampak če se te stvari dogajajo na krati ravni, ki presega in podsega posameznika, potem se nimamo kaj pomagati s to klasično teorijo interpelacije. Ok, zaključimo, ne? Torej, Sinanovičev zaključek. Kot vedno smo za vas v okviru pisanih strojev pesnili teorijo, teoretizirali randomness, spontano govorili in brali z listov v enem. Tokrat z vprašanje našim gostom, Maji Murnik, Primožu Kraševcu in Kazimirju Kolarju, Marko Bauer, Andrej Tomažin, moram reči, Mojani Sinanovič, Andrej Tomažin, Marko Bauer. Tistim, ki niso tukaj in tistim, ki so tu, pa bi se radi fiksali z današnjim večerom, pa sporočamo, da boste ta predelani pogovor lahko slišali prvi ponedeljek v naslednjem mesecu, ali pa tudi ne. Morda se bomo domislili česa ali koga drugega. Hvala.